Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. V nadaljevanju našega večera sledi oddaja Župan z vami, naš in vaš gost, pa tokrat župan občine Mislinja, magister Bojan Borovnik. Dobro večer in dobrodošli. Dober večer. Gospod župan, pogovor začniva sila aktualno temo z prometom, pa tudi žrtvami prometnih nesreč. Teh je žal v zadnjem obdobju vedno več, tudi na Koroškem, in zato je seveda preventiva ključna. V mislih pa imam vašo zadnjo prireditev, kjer ste se pravzaprav spomnili žrtev prometnih nesreč. V soboto zvečer se je vse dogajalo. Res je, tako kot ste povedali. In zdi se mi, da je tako prav, da se vsako leto spomnimo prometnih nesreč, katere so se zgodile ne samo v naši občini, bom rekel tudi na Koroškem. Po statistiki vemo, da je v letošnjem letu dosti več prometnih nesreč z smrtnim izidom kot v lanskem letu. Tudi na Koroškem je v letošnjem letu, mislim, da 5 smrtnih žrtev. To je pa vsekako preveč. In prav je, da se spomnimo takrat, da se jim poklonimo, s tem pa se tudi sam sebe spomnimo, kako se obnašamo v prometu. Meni se zdi to zelo pomembno, da smo res udeleženci v prometu, da pazimo na druge in tako naj bi se vsi obnašali. Kajti zdi se mi zelo pomembno to, da že vzor lokalne skupnosti, kako pomemben je, da opozarjamo na to, kako se obnašamo v prometu, predvsem pa zelo dobro sodelovanje tudi z osnovno šolo Mislinja in seveda z SPV-jem, za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Letošnja tema dogodka je bila Življenje ni rezervni del, seveda pa ponazarja vsa tista prizadevanja vaše lokalne skupnosti, pa vseh, ki ste jih našteli, da pravzaprav tega ne bi bilo veliko oziroma sploh nič. Jaz si seveda tega želim, da ne bi bilo sploh, predvsem v naši občini, pa predvsem tudi v širši Sloveniji. Ampak žal temu ni tako, zato je zelo pomembno, kako se že sama lokalna skupnost pripravlja skupaj z udeleženki, se pravi z osnovno šolo in pa seveda tudi z SPV-jem, ki je desna roka lokalni skupnosti. Moram reči, da z SPV-jem in prav tako z osnovno šolo zelo dobro sodelujemo. Jaz si tega sodelovanja tudi želim še naprej. Sam sem tudi večkrat prisoten, ko smo šli skupaj s policistom in z SPV-jem smo po cesti delili te kresničke, da so ljudje bolj opazni in tudi pešci, kajti zelo pomembno je, kako kdaj voznik zagleda pešca oziroma lahko na tak način tudi prepreči kakšno prometno nesrečo. Ti napori pa so prepoznani tudi širše. Spomniva, gospod župan, Agencija za varnost prometa Republike Slovenije je vaši mentorici prometnega krožka na osnovni šoli Mislinja Mariji Tasič letos podelila svečano listino. Da je prišlo do te svečane listine, podelitev te svečane listine ni naključje. To je res trdo delo gospe Marije Tasič, ki je vrsto let že ta najmlajše vzgaja, kako se naj obnašajo v prometu in tudi z lokalno skupnostjo, z občino, zelo korektno sodelovanje in skupaj z njimi je res tisti rezultat, ki na nekakšen način izboljšamo večjo varnost v prometu. Seveda vemo, da še moramo kaj postoriti, ampak vse ne gre v enem letu oziroma v tekočem letu, tudi za drugo leto in že imamo projekte, kaj je treba postoriti za boljšo varnost, predvsem najmlajših, najstarejših, ampak rekel na splošno vseh naših občanov, občank, da se bomo čim bolj varno počutili v naši občini, pa seveda na vseh cestah po Sloveniji. No, v tem letu se je v Mislinji odvijalo tudi 28. državno in pa 51. zaključno šolsko tekmovanje Kaj veš o prometu pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. In spet ste se v Mislinji izkazali kot dobri organizatorji. Jaz moram na tem mestu res čestitati tako SPV-ju kot osnovni šoli, pa tudi seveda lokalna skupnost je imela nekaj pri tem. Res je bila organizacija na nivoju in vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k temu, da je to tekmovanje se izvedlo v naši občini, se moram iskreno zahvaliti. Vsi, ki so to prireditev zapuščali, so nam čestitali za izredno dobro organizacijo. Moram povedati, da je tudi med našimi, bilo je 60 tekmovalcev, je bil tudi naš en tekmovalec in je tudi osvojil drugo mesto in mu še enkrat na tem mestu iskreno čestitam.
No, v Mislinji je letos tradicionalno potekal še preventivni dogodek za seniorje in upokojence, poimenovan program Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu. Na njem so pravzaprav združili moči predstavniki različnih strok, da starejšim vendarle predstavijo novosti, pa da malce obnovijo znanja. Jaz bom rekel, da mogoče ni bilo to samo za starejše. Tudi sam se dobro štejem, že malo starejši, ampak ne glede na to, veliko sem včasih sam ukvarjal s tem prometom, pa sem tudi ugotovil, da marsikaj se je tudi v tem času spremenilo. In bilo je veliko novega povedanega, kar tudi smo mogoče že pozabili. Kdor je želel, je potem šel upraviti tudi vožnjo pod mentorjem oziroma pod komisijo, izpitno komisijo. Tudi sam sem se tega udeležil in moram reči, da sem tudi kar dobro speljal to vožnjo, čeprav vidimo, da tudi z leti pozabljamo oziroma kakorkoli so nekateri predpisi se tudi spremenili. Delate torej z ljudmi in za ljudi. In v ta koncept nekako, gospod Bojan, lahko uvrstiva tudi vaša prizadevanja za pridobitev listine občina po meri invalidov. Kako daleč ste? Ja, mislim, da bomo dobili svečana podelitev, da bo v mesecu decembru, to 5. december, dale na pamet, ne vem datuma, na pobudo invalidov Slovenj Gradca smo šli v ta projekt skupaj z njimi in seveda tudi z invalidi v naši občini in pa tudi z drugimi deležniki v prometu. V tem letu smo postorili kar nekaj stvari na tem področju in tudi nas čaka še kar veliko stvari za naslednje leto, ampak ne glede na to, moram reči, da smo tudi v letošnjem letu naredili tudi stvari, ki jih sami nismo planirali, pa na koncu se je skazalo, da je to prav, da smo naredili. Predvsem gledamo to pločnike, da so prijazni invalidom. Marsikdaj sami, kot če si imaš normalno gibalne sposobnosti, tega niti ne opaziš. Ko pa greš z invalidom in te opozarja, na kakšne stvari primanjkujejo po naši občini, se pa tudi sam zamisliš in seveda moramo s tem projektom tudi nadaljevati in v prihodnjih letih še odpraviti tiste pomanjkljivosti, katere pač so potrebne v naši občini. No, kolikor vem, je letos dobro zaživel tudi projekt brezplačnih prevozov za starejše. Mislinjčan, nekaj o tem projektu nam prosim povejte. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, da je ta projekt zaživel, ker naredilo se kar precej voženj. V začetku smo celo predvidevali, da bomo nabavili novi avtomobil, ampak smo se odločili tako, da testiramo vsaj to leto. Ampak izkazalo se je, da ne bo potrebno novega vozila, ampak bomo uporabili to vozilo, ki ga uporabljamo tudi za občinske namene. Moram na tem mestu se zelo zahvaliti prostovoljcem, ki jih je kar 20, nekateri sicer še niso prišli na vrsto, ampak ne glede na to, res se vidi, da so ljudje pripadni, da so res pripravljeni pomagati tistim, kateri so pomoči potrebne. In na koncu koncev ljudje so hvaležni za ta avto, tudi vidimo, da ljudje res potrebujejo pomoč in na koncu res hvala vsem prostovoljcem, da so pripravljeni te ljudi voziti tam, kjer je potrebno. Moram se zahvaliti tudi Velenjski občini, da so nam dali kartico za brezplačno parkiranje, ravno tako občini Slovenj Gradec in pa bolnici, da res lahko pripeljemo te ljudi, kjer so te pomoči potrebni tudi do zdravstvenega doma oziroma do pač tam, kjer pač to pomoč potrebujejo. No, pomemben pa je ta projekt še z drugega vidika, namreč sodobna kuga za starejše je tudi osamljenost. Vaša občina pa je pravzaprav takšna, da so domačije oziroma določeni domovi razpršeni na veliki površini in tudi s pomočjo tega prevoza boste prišli do tistih, ki morebiti tedne in tedne niso šli iz lastnega doma. Res je, naša občina je v velikosti zelo velika, razsega se na 112 kvadratnih kilometrov, od Kop do Kozjeka, Tolstega vrha, Pake in včasih ljudje res niso morda videli več kot mesec, 2 meseca, da so prišli v center Mislinje ali pa tudi v druga mesta. Zato je ta avtomobil, ki smo ga poimenovali Mislinjčan, je res jim na ta način pomagamo in moram reči, da ljudje včasih, ko se pogovarjam z njimi, so res hvaležni in nam čestitajo za ta projekt in jaz tudi osebno sem zelo ponosen na njega. Na konec meseca junija občina Mislinja
praznuje svoj praznik in spet ste pripravili vrsto prireditev, kar seveda spet ponovno dokazuje, da je pri vas društvena dejavnost ne v, bomo rekli, tistem negativnem trendu, ampak v porastu. Ja, to kot vsako leto smo tudi v letošnjem letu pričeli z spominskim pohodom na bivšega župana, pokojnega gospoda Franca Šilaka. Potem je bilo odprtje občinskega praznika s prižiganjem kope. Moram povedati, ravno takrat, ko smo prižigali kope, je nam v Gornjem Doliču, v Srednjem Doliču poplavljalo. Bilo je zelo veliko neurje in v Doliču gasilci, pa tudi društva so takrat niso bilo mogli biti na tej prireditvi, ampak so že reševalo, kar se reševati dalo. Potem je bilo tudi kulturno rajanje, razstava in predstavitev knjige Mislinjski graben. V letošnjem letu smo tudi, se je išla nova knjiga Mislinjski graben, zato se moramo na tem mestu tudi zahvaliti vsem tem urednikom oziroma vsem, ki so pomagali, da je ta knjiga zagledala luč sveta. Potem je bilo dan zdravja, se pravi živimo zdravo, predvsem je bilo v letošnjem letu občinski praznik namenjen predvsem zdravju. Potem druženje ob kopi, tudi vaške skupnost Završe, kulturno društvo Završe, pa razne športne prireditve, ki so se dogajale skozi cel teden oziroma 14 dni že tem medobčinskim praznikom. Na svečani seji občinskega sveta ste seveda med drugim pregledali opravljeno delo, pa začrtali smernice za vnaprej, obenem pa podelili najzaslužnejšim tudi priznanja. Najvišje priznanje občine Zlati grb je prejel dolgoletni župan, sicer pa športni zanesenjak Viktor Robnik. Ja, gospod Viktor Robnik je prejel se pravi za življenjsko delo pri razvoju skakalnega športa in tudi razvoju lokalne skupnosti. Jaz mu na tem mestu tudi čestitam, tako kot smo že. Žal se takrat tudi sam te prireditve ni mogel udeležiti. Zdaj je zdravstveno stanje gospoda Viktorja boljše in verjamem, da se še bomo velikokrat srečevali in da še bo tudi prispeval k razvoju naše občine Mislinja. No, kar nekaj je tradicionalnih dogodkov in prireditev ob vašem občinskem prazniku, je pa spodbudno, da so mladi na Kozjaku obudili pravzaprav prireditev, ki je kar vrsto let ni bilo. Kozjak poje in igra. Nastopila je kar množica ljudskih pevcev, godcev, pa najrazličnejših skupin, pevskih zborov in lepo je bilo takrat. Jaz moram tudi na tem mestu čestitati našim mlajšim, da so se sploh upali iti v ta projekt. Na koncev res te prireditve že nekaj časa, nekaj let ni bilo in ne glede na to, kakšno je bilo vreme, je bila prireditev čudovita in seveda je bila še dosti boljša oziroma bilo dosti več obiskovalcev, če ne bilo tistega dežja, ko je takrat bilo. Bilo je veliko nastopajočih. Mislim, da je bila organizacija na višku, tako da verjamem in upam, da bodo tudi se ta prireditev nadaljevala v prihodnjih letih. Ta prireditev pa ima eno tako posebno težo v tem lokalnem okolju, tudi zato, ker je združila 3 občine. Ja, bom rekel, ne samo 3. V letošnjem letu se je nam tudi pridružila občina Vitanje, drugače pa kulturno društvo dela res, tako kot ste že sami ugotovili, občina Velenje, mestna občina Velenje, Dobrna in pa seveda občina Mislinja. In tako se na tem stičišču združuje krajani vseh 3 občin oziroma bom rekel kar vseh 4, ker je tudi Vitanje se približala temu dogodku in tudi župan je sam prisostoval na tej prireditvi in bil, kakolikor je meni poznano oziroma sam rekel, da je bila prireditev zelo dobro pripravljena in najbolj pomembno pa to, da je bila zelo dobro obiskana. No, od nastopa svojega prvega mandata ste se zavezali, da boste pospeševali enakomeren razvoj vsake pedi vaše lokalne skupnosti. Ravno sva pri občini oziroma pri Kozjaku. Tam si mladi povedali so mi, pravzaprav zdaj, ko imajo nekako kar sodobne prometnice, želijo sodobne internetne povezave, torej internetno okno v svet. Poglejte, to je pa tako, ne? Občina Mislinja je ta projekt, to omrežje internetno oziroma optiko ima v večini
občine že speljano. Tudi na vrhu Paškega Kozjaka bi to omrežje bilo, če ne bi bilo takrat nasprotovanje gospoda župnika. Vem tudi zato, ker sem bil tudi sam prisoten pri temu, ker gospod župnik ni dovolil, da bi se takrat kopalo. Seveda bo zdaj to zelo teže tu narediti, ker je, da pripeljame optiko gore, ker moram reči 2,5 kilometra. Upam pa, da bo tudi se to zgodilo kdaj v poznejših časih, kajti moram povedati, da imamo še tudi ne na tako, se pravi tako udaljenem, ko je tu Paški Kozjak, imamo tudi v centru, oziroma ne v centru, v Dovžah in v Doliču še to za postoriti in ta omrežja pripeljati našim občanom in pa občankom. No, v vseh sodobnih komunikacijah ceste urejate, optike se boste tudi lotili, pa si pravzaprav mladi na Kozjaku želijo še več nastanitvenih kapacitet oziroma na nek način razvoj kmečkega turizma, ki v to lahko rečeva neokrnjeno naravo kar paše. Lokalna skupnost mora podpirati naše občane, da bi se res odločevali za ta kmečki turizem. Kajti zdi se mi, da bo, predvsem gledam iz enega vidika, ko bo ta kolesarska povezava enkrat iz Velenja proti Slovenj Gradcu oziroma še naprej proti Avstriji, se mi zdi, da je prav, da bomo te kolesare obdržali tukaj pri nas. Jaz tu verjamem tudi to, da bo tretja razvojna os se enkrat zgodila in bo Mislinja zelo popularna, takrat tudi za nove nastanitve oziroma da bomo dobili večje število prebivalcev. Ampak ne glede na to, če gledam pa proti Rogli isto zadevo, jaz verjamem, da bo ta cesta enkrat prišla pod državno cesto. In tu vidim zelo veliko priložnost, da povežemo Roglo oziroma Zreče in Mislinjo in na tem področju je lahko marsikaj uspešnega, predvsem tudi, tako so sami že rekli, ta kmečki turizem. Gospod župan, če se strinjate, oddaja vendarle poteka v živo, bi jaz zdaj naše gledalke in gledalce pozval, če imate za gospoda župana magistra Bojana Borovnika kakšno vprašanje, če bi o občini Mislinja želeli kaj povedati, je zdaj tisti pravi trenutek, da se v ta zanimiv pogovor tudi vključite. Številka vaše televizije, telefonska, je od tega trenutka naprej odprta, stacionarna, 03 897 0770, 03 897 0770. Tretjina oddaje bo počasi mimo, zdaj v naslednjih 2 tretjinah pa, kot sem že dejal, lahko, če želite, sodelujete tudi vi z vprašanji, pohvalami, ne nazadnje tudi konstruktivnimi grajami. Pokličite torej, midva pa, gospod župan, nadaljujeva. Kot rečeno, med občinskim praznikom vselej kar nekaj tradicionalnih prireditev, pa nekako 2 bi vendarle zdaj izpostavil, apnenco in pa kopo. Ja, kako vsako leto med občinskim praznikom, seveda kopa tista prva, ko jo imamo, tu jo skupaj z društvi pripravljajo naši zasenjaki, ker so res pripadni temu običaju in se moramo tudi na tem mestu potem zahvaliti vsem društvam, katera so sodelovala na tem, se pravi na kurjenju kope, kajti ni enostavno dežurati po 12 ur, oziroma eni so celo dežurali po 24 ur, da se izmenjavajo in kurijo to kopo. Seveda treba paziti, da se ne bi prišlo do užiga. Potem, kar se pa tiče isto, ko ste rekli, kope in pa apnenca pa isto, ta je pa praznik vaške skupnosti Dolič. To pa isto vsako leto, moram reči, da v lanskem letu je izpadla ta apnenca, ampak so se dogovorili, da bo to tudi tradicionalno in bodo nadaljevali v prihodnje leto za to apnenco. To je pa seveda, da nam oziroma da pokažemo mlajšim oziroma pokažejo mlajšim rodovom, na kakšen način so včasih prišli do ogla in pa na kakšen način so prišli do apna. Pomemben je, župan, torej ta prikaz, kot ste dejali, še pomembneje pa je, da so ti zanesenjaki, kot ste jih poimenovali, še pravi čas pravzaprav kar srkali znanje od starih mojstrov, kajti mojstrov apnence, tistih starih prvih, pa ne nazadnje tudi kope, praktično ni več in že mlajše generacije nadaljujejo. Je res teh starih mojstrov, kot ste že sami povedali, ni več in moram reči, da zelo mladi že zelo dobro vladajo to zadevo, ker tudi sam, ko sem opazoval
pri Kopi in enako pri Apnenci so se mladi zelo vključevali in že znajo dejansko sami narediti in bo lahko seveda to znanje prenašali tudi na naslednje rodove. No, tudi družina Zois je veliko prispevala k kulturni in pa tehnični dediščini občine Mislinja. Obrati Mislinjske železarne so bili v lasti družine Zois kar 64 let. Je priimek Zois ni znan samo v občini Mislinja, ampak po celi Sloveniji. Vemo, da so Zoisove štipendije, priznanja in nagrade, ki so najvišje na znanstvenem in raziskovalnem področju, pa lahko bi se še kaj naštelo. Mislim, da imamo na Zoisa kar lepe spomine in moramo negovati tisto, kar je Zois, čeprav veliko stvari, moram reči, že nimamo več, ampak trudimo se, da bi ohranjevali to Zoisovo dediščino, pa tudi na tem področju še kaj novega postorili oziroma novega. Radi bi uvedli, to je moja dolgoletna želja, da bi se na tem področju res ta ozkotirna železnica, ko je že enkrat bila v Mislinji, da bi morda pa tudi nam enkrat uspelo to ozkotirno železnico kot en turistični dodatek naše občine tudi morda ponuditi. Seveda si tega zelo želim in seveda, če bomo uspeli na teh projektih, na evropskih, bo tudi ta Zoisova, tudi ta ozkotirna železnica morda zagledala luč sveta ponovno v naši občini. No, 10. novembra letos je minilo 200 let od smrti Žiga Zoisa, kljub časovnemu odmiku, torej ta tradicija ostaja. Zoisova pot, kolikor slišim, je kar dobro obiskana, zdaj pa ste ravno kar župan rekli, da boste še pravzaprav poskušali vso zgodbo nadgraditi. Ja, mi imamo kar enih 9 stvari, ko jih lahko pokažemo ob tej poti. Seveda to še ni tisto, kar si želim sam jaz osebno, pa verjamem, da tudi ne naši občani bi radi imeli še kaj več za pokazati. Je nekaj na tem področju, ki lahko vidijo, ampak če gledam kot mene, sam kot župana, je še to premalo in vem, da bomo skupnimi napori še dodali v tem Zoisovem parku kaj novega in da bomo lahko z veseljem povabili turiste v našo občino, da si bodo lahko ogledali, bom rekel tako, zelo pomembne stvari, ki so morda bile včasih, pa so tudi pomembne sedaj v sedajšnjem življenju. No, pred nekaj trenutki smo lahko videli Zoisov park, tam pravzaprav se bohotijo drevesa stara desetletja, lahko rečemo skoraj da stoletja in pod krošnjami teh pravzaprav velikanov. Ste tudi uredili ne tako dolgo nazaj, da so prišli mojstri in iz lesa izklesali izjemne skulpture. Ja, to je že, mislim, da že 3 leta nazaj, je res zelo lepo narejeno, ampak ne želimo pa preveč, da bi vnesli noter v sam Zoisov park preveč stvari, ki bi morda bile moteče. Moramo to postopoma, da bo prijazen ta Zoisov park. Nekaj klopi smo že dodali noter, da se lahko ljudje usedajo, pa verjamem, da še bomo tudi še katero, če bo potrebno dodali, kajti da sam Zoisov park ne nasmetimo za drugimi stvarmi, se mi zdi zelo pomembno, ampak da delamo to res proudarno in res tisto, kar paše v ta Zoisov park. No, od pretekle pa k polpretekli zgodovini in nekako v zadnjem obdobju je občino Mislinja, lahko rečemo, proslavil Jože Tisnikar. En tak velik poklon temu umetniku je tudi tradicionalna Tisnikarjeva kolonija in če se ne motim, letos je že 9. potekala na Kopah. Letos je bila že 9. kolonija, ravno 7. novembra, mislim, da je bila otvoritev te likovne kolonije, na kateri so se predstavili 11 slikarjev iz bližnjih in tudi oddaljenih krajev. Jaz moram na tem mestu res pohvaliti Tisnikarjevo društvo, da tako lepo skrbi, se pravi, da se ne pozabi ime Jožeta Tisnikarja. Jaz sam osebno nisem poznal gospoda Jožeta Tisnikarja, ampak zdaj vidim in spoznavam, kako pomemben človek je bil in koliko dobrega je tudi naredil takrat, ko morda se še ni sam zavedel. Vemo, da Jože Tisnikar ni znan samo po naši občini, ampak je znan, moram reči, tudi izven meja in po celem svetu, tako rekoč.
No, nekaj posebnega je tudi huda luknja, kar pravzaprav tisti, ki jo dnevno prevozimo, pozabimo, kako velik biser je to. Ampak, gospod župan, to vprašanje bo malce počakalo, kajti režija pravi, da imamo nekoga na telefonski zvezi. Dober večer, voščim. Dober večer. Kdo je z nami? Pa lepo prosim, če utišate televizijski sprejemnik, pa nas poslušate preko slušalke. Ja, bom takoj. Moment. Kar v miru uredite, potem pa se bomo res brez odmeva slišali in boste dobili željeno odgovor ali karkoli pač. Lep pozdrav torej zdaj. Ja, a je zdaj v redu? Zdaj je pa v redu. Kdo je z nami? Ja, Kresnik Silvester iz Slovengradca kličem. Izvolite, gospod Silvester. Jaz bi vprašal župana, ali da kaj na to, da bi morali pravzaprav imeti tandeme, a ne, kot je občina Slovenjgradec in občina Mislinja, potem občina Velenje, občina Šoštanj, občina Ravne, občina Prevalje, naprimer, ki ima skupno porečje iz aspekta ekologije in da se nahajamo pred prvim obzorjem. Ali je kaj na tem, da bi to začelo kaj funkcionirati? Gospod verjetno misli povezovanje med občinami, tega je pravzaprav že kar veliko z Velenjem, Slovenjgradcem. Jaz moram na tem mestu povedati, da se zelo dobro povezujemo tako z mestno občino Slovenjgradec kot z mestno občino Velenje. Tudi prej z gospodom Časom smo začeli zelo dobro sodelovanje in tudi zdaj moram reči, da gospodom Tilenem Klugerjem imamo kar nekaj stvari, ki bi jih rada skupaj izvedla oziroma da bi te projekte prenesli oziroma da bi ti projekti, ki bi bili pomembni za obe občini. Želite morebiti, gospod Silvester, še kaj izvedeti? Ja, mislim, da bi bilo umestno, naprimer, da bi Slovenjgradec dobil naslov mesto glasnik ekološko-socialnega miru, ker bi takšno naslov, kot je mesto glasnik miru, bi bolj pristojalo Mariboru, se pravi, se bolj na državne, profesionalne probleme nanaša, ne. Mi pa bi morali to prevzeti in to bi rekel, kar se tiče ekološko-socialnega problema, se pravi pred prvim obzorjem ali pa ista porečja, reka Mislinja, reka Suhodolnica, porečje Pake ima, a ne, naprimer Velenje, Šoštanj, porečje Meže je Ravne, Prevalje, pa še tako naprej celotno, ne. Da bo ta problematika morda kaj uspeha doživela, ne, če se nekako kar določene občine povežejo, ne, z nekim skupnim naslovom demografskim. Hvala lepa, gospod Silvester. Zdaj pa smo čisto konkretno razumeli, kaj ste hoteli povedati. Lepo, da ste se oglasili, pa spremljajte nas še naprej. Vam tudi hvala, da ste tako, bi rekel, sposobni organizirati takšno oddajo, pa da lahko stopimo v stik. Hvala lepa. Lepo se imejte. Nasvidenje. Enako. Gospod župan, lahko noč, srečno. Lahko noč. Kot sva dejala, ekologijo je gospod Silvester izpostavil. Vse pravzaprav na področju ekologije bo v prihodnje veliko se delalo. Prej sem pri hudi luknji obstal, pa bom predtem še nekaj vprašal. Ena taka dobra povezava dveh občin, ne nazadnje tudi na področju ekologije, seveda v navednicah, je ta kolesarska pot od Mislinje proti Velenju. Tudi ta bo veliko prispevala k varnosti, pa ne nazadnje tudi ekološki vidik je pomemben. Takoj, ko bo čez nekaj let ta kolesarka postavljena, bo manj ljudi za avtomobili, a več pa seveda peš ali s kolesi. To se popolnoma strinjam. Jaz imam v mislih tudi to, da bi imeli izposovalnico koles tako v Mislinju, morda tudi Doliču, ki bi lahko povezovala in Velenje in Slovenjgradec. Se pravi, da bi imeli možnost, bilo kje bi koleso si sposodil, tudi ga pustim v eni občini sposodil, v drugi občini pustil. To mi je želja in verjamem, ko bo ta kolesarska pot se naredila, da bo to zelo popularno
in bo ta kolesarska pot, ko bo za mene ena najlepših v Sloveniji. Že zdaj vidimo, koliko kolesarjev prihaja do Doliča, se pripeljajo z avtom in potem gredo naprej proti Slovenj Gradcu, kajti tu vmes vemo, da še manjka in luč sveta kolesarske steze, jaz verjamem, da bo tako kot napovedano zagledala leta 2022. Seveda ta projekt je kar en velik zalogaj, okrog 9 milijonov se predvideva za to kolesarko, ampak ne glede na to, moram reči, da in se tudi zahvaliti tudi mestni občini Velenje, da smo skupaj z našo občino Mislinja in pa seveda državo prispevali, se pravi občine in država, da se bo ta kolesarska steza res naredila. In to bo zelo velik korak naprej, tudi sem že prej omenjal, in bo ogromno priložnosti, tako za kmečke turizme in še za kaj drugega, da bo lahko ti kolesarji, se pravi, mi se moramo pripraviti na njih, da bomo lahko jim nekaj ponudili, da bodo lahko se ustavili v naših občinah ali pa tudi naprej v Slovenj Gradcu in seveda tako tudi v Velenju. No, in prav Huda Luknja je en tak biser, potem, ko bo ta sodobna prometnica za kolesarje urejena, bo en tak magnet. Prej sem hotel dejati oziroma povedati, konec meseca oktobra je bila v knjižnici Mislinja predstavitev 124 let starega zapisa v Hudi Luknji, kot tudi fotografije člana vašega fotokluba, ki pravzaprav nazorno prikazujejo to bogatstvo tega področja. Na tem področju, jaz tudi, moram reči, ko sem kandidiral, sem si želel s Hudo Luknjo nekaj ustvariti, se pravi nekaj več, neke dodane vrednosti tudi obem lokalnim skupnostim, pa tudi širše. Verjamem, da se vsak dan mimo vozi ogromno denarja, ki bi lahko ostal pri nas kakorkoli, ampak tu ni tako enostavno, tudi sam, ko sem mislil, ampak ne glede na to, mi gremo naprej, idejni projekt je že pripravljen. Ravno danes mi je sodelavka prinesla na mizo in sem ji naročil, da se uskladi z naravovarstveniki v Mariboru, da gremo z njim skupaj. Prvič smo tudi z njimi sedeli in seveda je zelo pomembno, da že prej na začetku z njim sodelujemo, kajti če je projekt narejen, pa potem nima zelene luči, vržemo denar v stran. Ni pa tako enostavno iz enega vidika, ker notri so netopiri in moramo se prilagajati res vsem naravnim zakonitostim. Je pa res Huda Luknja zelo lepa. Te slike, ki so bile na ogled, moram reči, tudi marsikaj sam še nisem videl, čeprav sem bil v Hudi Luknji že pred mogoče 10-15 leti, sem šel skozi čez te rove, ampak res fantastične slike in res imamo kaj za pokazati. In verjamem, da bo tudi ta projekt, ki je zdaj sicer idejni, zagleda luč sveta v bližnji prihodnosti. No, videli smo že, letos je Koroški pokrajinski muzej zaradi te bogate zapuščine začel tudi z označevanjem spomenikov lokalnega pomena občine Mislinja in v Hudi Luknji je že en tak spomenik, ki je pravzaprav zdaj označen na Vojvodi Janezu. Ja, to je bil prvi spomenik, ki je bil označen v letošnjem letu. Čaka nas še 44 spomenikov, ki so jih določili, katere je potrebno označiti, in to bomo v naslednjih 2 letih tudi postorili. Seveda je to zelo prav, da je do tega projekta prišlo. Moramo povedati, da smo tudi mi šli v ta pokrajinski muzej, smo ponovno vstopili v letošnjem letu in bomo tudi lažje sodelovali in tudi na teh področjih, kar smo ravno da je govorila tudi nekaj storili korak naprej. No, pri tradiciji sva, zato verjetno velja spomniti, da je vaše strelsko društvo Možnar letos obeležilo 30 let aktivnega delovanja, ko so se vrli možje ponovno zbrali, je pa bila pravzaprav ta dejavnost v Mislinji močno razvita med obema vojnama, med prvo in drugo svetovno. Ja, moram povedati, da imajo ti naši strelci 2 možnara tudi iz leta 1744, to je iz časa Žige Zoisa. Letos so praznovali 30 let, predvsem pa so to bile res kakšne velike prireditve, tudi sami, ko imamo nastop oziroma ki imamo začetek našega občinskega praznika oziroma svečane seje, nas tudi oni pozdravijo in mi jih tudi podpiramo, kar se tiče, in si želimo, da ta, kako bi naj rekel, ta strelsko društvo Možnar, da ne bo propadlo, da bojo tudi naučili mlajše rodove, kako se s tem ravna, kajti konec koncev tudi ni tako enostavno, oziroma je moram reči tudi kar nevarno z rokovanjem tega. Ti naši mojstri
to znajo. Je pa tudi res, da je že kar precej mladih zdravnih in verjamem, da bo ta tradicija se nadaljevala v nadaljnja leta. No, znajo in zmorejo, seveda imajo vse potrebne certifikate. Je pa verjetno res, se strinjate gotovo župan z ugotovitvijo, da ko na neki prireditvi sodelujejo možnarji ali pa recimo godbana pihala, ima ta prireditev neko težo, neko večjo vrednost. Res ima neko večjo moč, neki ljudje bolj čutijo ta praznik in v vsaki takšni prireditvi, ko ima tudi občina, pa tudi, ko imajo, včasih so imeli za blagoslov cerkev, za blagoslov zvonov, pa še marsikaj drugega, tako kot imamo tudi zdaj za najavo našega občinskega praznika, so vedno oni tisti prvi, ki jih slišimo, 1. maj v Završah, vedno so možnari tisti, ki nas prvi pozdravijo. In seveda to je zelo dobro, da ima lokalna skupnost to tradicijo oziroma ti možnari, da bojo se to tradicijo nadaljevali, kajti konec koncev je zelo lepo tudi slišati in vemo, da se nekaj, če kdo slučajno ne ve, da se tudi nekaj v naši občini dogaja. To je bila torej tradicija, zdaj pa, gospod župan, greva naprej. Dobro je v Mislinji zaživel tudi center za krepitev zdravja, ki redno, lahko rečemo mesečno ali pa še pogosteje postreže z vrsto preventivnimi aktivnostmi. Ja, na tem področju je zdravstveni dom zelo aktiven in opravljajo različne meritve svetovanja našim občankam in občanom in moram reči, da se čez celo leto kar dogaja. Te delavnice, ki jih izvajajo zdravstveni dom Slovenj Gradec, je kar tudi dosti obiskovalcev in seveda se tudi marsikaj na teh predavanjih tudi naučijo in tudi morda potem bolj zdravo živijo. No, zdravje, živimo, rekel tako, ne? Zagotovo zdravje omenjava gospod Borovnik, še eno pridobitev, pravzaprav Pridobitev je proslavila zadnje obdobje v občini Mislinja in sicer to je, lahko rečemo, nova fizioterapija v centru Lopan, ki ste jo dolgo čakali. Ja, moram reči, da sem zelo vesel, da smo to fizioterapijo tudi v naši občini dobili, da je zagledala luč sveta, čeprav je bilo to projekt že, moram reči, gospoda Viktorja Robnika, pa žal ni bilo mogoče, ampak v letošnjem letu tudi morda po naključjih, ali pa tudi ne, smo to fizioterapijo dobili. Na tem mestu moram res se zahvaliti za izredno aktivnost direktorice zdravstvenega doma, gospe Marjeti Vavpot, res je odigrala veliko vlogo, da imamo to fizioterapijo in tudi vsem njenim sodelavcem, da so na tako hiter način tudi uredili. Moram povedati, da fizioterapija bi lahko odšla tudi drugam. Tisti prvi pregledi, ko so bili, sem imel tudi občutek, da ne želijo podeliti koncesije zdravstvenem domu Slovenj Gradec oziroma, da bi ta fizioterapija sploh bila v naši občini. No, s tem se pa strinjam, centralizacija tudi na tem našem lokalnem nivoju upravi svoje. Nenazadnje, župan, presenetil me je podatek, moram povedati, ki je pravzaprav resničen, namreč, da ko ali preden ste dobili fizioterapijo, so se odgovorni otepali pravzaprav te koncesije, ravno iz naslova, da pravzaprav na področju Mislinje ni dovolj tistih, ki bi fizioterapijo rabili. Takoj po začetnem obdobju, mesec, 2, 3, vse polno. Ja, to se je sedaj dokazalo, kako nujno smo potrebovali to fizioterapijo, ampak že zdaj je, ne vem koliko so, nisem niti preveril, koliko so čakalne dobe, mislim, da je mesec najmanj, pa še najverjetne več, se pravi, da je fizioterapija polno in bi nujno rabili še eno koncesijo, še pravi še za eno, da bi imeli, potem bi morda bilo boljše in lažje tudi delati, oziroma, bom rekel tako, vse fizioterapije so po celi Sloveniji oziroma tudi blizu naših krajev, ampak ne glede na to, zdi se mi prav, da imajo naši občani in občanke bližje to dejavnost in da ni treba tako se voziti v druga mesta in da lahko upravijo tu fizioterapijo v naši občini. Jaz sem prav ponosen na to fizioterapijo in moram reči, da zelo dobro delajo, slišim same pohvale in seveda tako si tudi želim, da je bilo naprej. Na investicijskem področju se torej pri vas dogaja, no preden k tem investicijam preideva, župan, mora biti kaj besed o tem zadnjem divjanju neurja oziroma vremena pred časom. Takrat, ko sem vas obiskal, ste pravzaprav rekli, da je tista prva ocenjena škoda kar okrog 1 milijona evrov, potem čez niti ne 14 dni je narava spet udarila. Kako zdaj teče sanacija? Žal je res nas udarila velika
vremenska neprilika, tako kot ste sami dejali, neurje, ki se je zgodilo v roku 10 dneh, mislim, da je škode bistveno še več kot 1 milijon evrov, kolikor popisi so se izvedli. Kar se tiče vodotokov, so ti, ko so skrbniki teh malo že postorili, malo obnovili, ampak žal še daleč ni tisto, kar si želimo. Tudi sam sem pisal pismo na Ministrstvo za okolje in prostor, da naj daje ti, ki imajo koncesijo za urejanje vodovoda, čim več sredstev, da bi lahko to uredili. Kajti, če ne bomo sanirali tako, kot je potrebno, ko bo prišlo drugo neurje, bo ponovno odneslo in potem se pravi, nismo naredili nič. Tega je bilo ogromno. Jaz moram na tem mestu se res zahvaliti 3 občinam in mestni občini Slovenj Gradec, mestni občini Velenje in pa tudi pobratine občine iz Središča ob Dravi, ki so me takoj poklicali in vprašali, če rabim pomoč in tudi ponudili pomoč v denarju. Svete, če hitro lahko rešiš, lahko marsikaj postoriš na hiter, ker kaj ti bilo je kar nekaj naših občank in občanov, ki so bili odrezani od sveta. Jaz se dobro zavedam, koliko stvari je še potrebno na tem področju narediti. Ti vodotoki so neurejeni, tudi sam hodim še zdaj okrog, pa vidim, da ni narejeno. Obljubljajo na državnem nivoju, da bodo ta sredstva dobili v drugem letu, da se bojo to res sanacije izvedle tako, kot je potrebno. Tudi v državnem zboru se je slišalo v občini Mislinja, to se moram tudi zahvaliti gospodu Janu Predniku, našemu poslancu iz Koroške, da je izpostavil ta problem. Seveda je pa res, da nima samo naša občina teh problemov, da so še tudi druge občine po Sloveniji, tudi na Koroškem je nekaj občin, ravno včeraj oziroma teh dneh neurje oziroma te vodotoki so narasli in imajo probleme. Tudi mi smo imeli v soboto, koliko mi je danes dobil podatke, kar 2 plazova velika, ki bo potrebno ponovno sanirati in ne vem, na kakšen način bomo lahko, tako kot mi je danes že sam direktor povedal, kako bomo eni kmetiji oziroma tam pomagali. Dejansko bo treba narediti zelo veliko, ker niti traktore ne morejo dobiti, ker je plaz potegnil čisto stran od hleva. Ampak ne glede na to, nekako bomo mogli pomagati in verjamem in upam, da teh neurij ne bo več v tem letu. No, ob vseh teh prilikah in neprilikah pa je treba seveda skrbeti za višanje standarda občank in občanov in tudi letošnji projekt vodooskrbe lahko uvrstiva v ta sklop. Ja, v letošnjem letu bo ravno ta projekt se v tem času ne gre proti koncu, ampak ne glede na to, mi bi mogli teh sredstev še več dobiti, še več teh vodooskrbe, se pravi zamenjati teh cevi, ampak žal, ne bom omenjal zaradi katere krivde, mi bomo namesto 400 000 evrov dobili teh nepovratnih sredstev okrog 300 000. Bili smo skupaj z mestno občino Slovenj Gradec, mestna občina Slovenj Gradec še ima tu še večje probleme oziroma še bodo izgubili več sredstev, ampak pokoristiti moramo tisto, kar se da, kako bomo pa naprej, moramo se pa že se dogovoriti z gospodom županom, gospodom Tilenom Klugarjem, ali bomo, na kakšen način bomo v naslednjih letih se pravi zamenjali te cevi, ki se zdaj dogajajo oziroma se zdaj menjujejo. Se dogaja, pa se bo treba še več truditi, se boste strinjali, voda vendarle postaja strateška dobrina. Ja, seveda, mi sami vidimo, koliko izgub imamo v naši občini zaradi teh vodovodov starejših, ki so že ne služijo več čistemu namenu in vsak dan, enkrat na teden sigurno kakšen defekti nam ogromno vode poteče stran. Seveda najprej bomo te najnujnejše izvedli, čaka pa tudi, če ne bomo teh nepovratnih sredstev v drugem letu dobili, mogli sama lokalna skupnost preskrbeti še dodatna sredstva, da bomo zamenjali tiste najnujnejše cevi, ki so dotrajane. No, zdaj pa k malce bolj veselemu projektu namreč urejate oziroma kmalu boste uredili tudi fitness v Centru za zdravje in šport Mislinja. Ja, razpis gre proti koncu, oprema pride v mesecu decembru, tudi bil razpis, kdo bo se pač prijavil, da bi ta fitness imel. Jaz verjamem, da bo fitness zagledal luč sveta po 1. januarju, se pravi naslednje leto, in bo res oprema primerna in bo tudi na tem področju nekaj novega za našo občino.
No, v mesecu oktobru se je pričela tudi novogradnja in rekonstrukcija gozdne ceste Sedovnik-Glažar-Loke. Ja, izgradnja te ceste še poteka, prihaja tudi do nekih zapletov, to slabo vreme in tovornjaki, ko vozijo na tem področju, še delajo dodatno škodo in ravno 2 dni že imamo te pogovore, na kakšen način to rešiti, da ne bi se dodatna škoda naredila, ampak verjamem, da bomo tudi s skupnimi dialogi tudi to cesto posodobili in naredili tako, da bo primerna za uporabo. No, še prej, v mesecu avgustu, pa ste se lotili rekonstrukcije odseka javne poti Krenkar-Sedovnik. Ta projekt je pa že zaključen, razen neka dodatna ograja, pride še pride dodatna, mislim, okrog 10 metrov, tu bomo tudi, če ne v tem letu, v naslednjem letu tudi jo postavili. Jaz sem zelo vesel, da se je tudi ta konec Mislinje, se pravi velika Mislinja, prišla do te ceste, seveda ceste, vedno ceste, teh cest imamo mi ogromno in mi imamo lokalnih cest preko 100 km, potem pa še gozdne, pa vse ostale pa preko 300 km in je zelo težko tu uskladiti in uravnavati na kakšen način, ker tudi ceste, ki so že posodobljene, jih moramo sedaj na novo posodabljati. To pa seveda daje konsens, na kakšen način, kam, kdaj investirati. Jaz upam, da bomo to z našimi svetniki prišli do dialoga oziroma do skupnega soglasja. Moje namen je pač, da vsako leto malo zaokrožimo, da vsak občan oziroma vsak del Mislinja dobi en del ceste, da ni, se pravi, da ne gremo samo v eno stran, ampak po celotni naši občini. Na teku je tudi projekt ureditve oziroma postavitve javne razsvetljave v občini. Tudi na tem področju nekaj delamo, čeprav to je, da imamo tudi neke težave. Jaz upam, da se bo tudi ta težava rešila za lastniki zemljišč, ampak ne glede na to, s temi projekti moramo nadaljevati. Je pa res, eni si tega želijo, drugi ne in meni je zelo pomembno, da je večina tistih, ki pač to si želijo, da na tem področju nekaj naredimo. Seveda so pripombe, zakaj je to javna razsvetljava, je pa to zelo težko usklajevati, pa da zadovoljimo vse naše občanke in občane. Je pa v igri seveda še več manjših investicij, ki pa so za slehernika, ki na tistem koncu živi, še kako pomembne. Ja, seveda, absolutno. Jaz moram povedati, tudi v letošnjem letu, že prej morda nisem povedal, smo tudi dvigalo postavili in na nekšen način omogočili invalidom tudi dostop v občino. Vemo, da dostop v našo občino ni bil možen za invalidskim vozičkom, sedaj pa je. Ne? In skupaj z stanovalcem, ki smo v isti zgradbi, smo investirali vsak polovico. In je zelo prav, da smo to naredili, se mi zdi prav, da lahko tudi v našo občino prihajajo invalidi, kajti v prejšnjih letih smo morali, oziroma če nas obiskal invalid, smo mogli iti ven, pa ga zanesti gor v naše pisarne. Zdaj to ni več potrebno in tudi lahko bo se pripeljal z invalidskim vozičkom v naše pisarne, kamor pač bo rabil oziroma kjer bo potreboval kakšno pomoč oziroma nasvet. Je pa seveda še tudi drugih veliko stvari, ki jih je treba postoriti še, tudi v samem centru, oziroma rekel tako, ne v centru, Stari Bajer, ta projekt bi tudi radi z leti dokončali, da omogočimo tudi našim najmlajšim, da bo lahko neko igrišče noter, mamicam z vozički pa to, ampak to bomo tudi v nadaljnjih letih postorili, da ta projekt Stari Bajer tudi zaključimo. No, nov center za zdravje in šport pa zdaj že služi svojemu namenu in letos ste tam gostili kar nekaj tekem odbojkarskih na najvišjem nivoju. Jaz si teh tekem seveda si želim, res so v ženske naše reprezentantke gostile tukaj Portugalsko, Grčijo in pa Romunijo in Mislinjska dvorana je bila tista dvorana, katere so naše odbojkarce zmagovale. Tudi moram reči zahvaliti tu odbojkarskemu klubu za dobro organizacijo in seveda tudi se Mislinja slišala tudi ne samo tu v bližnji okolici, ampak tudi po Ljubljani oziroma še kje dlje. Naš center za zdravje in šport prihajajo gledati tudi drugi župani
Jaz sem na ta center zelo ponosen. Je pa res, da se tudi zdaj v zadnjem času polni in bom na koncu, najbolj pomembno je, da bo služil svojemu namenju, da bodo noter se res zasedeni prostori, kar kaže, da bo polno. In to je tisto, se pravi, da smo šli v pravo smer. Lani ste sanirali energetsko tudi staro telovadnico in pa kulturni dom Šentilj in zdaj so prihranki pri energiji že očitni, da o lepšem izgledu sploh ne govoriva. Ogromno, kar se tiče energetskih prihrankov, to je velik napredek. Kar se pa tiče estetskega izgleda, moram reči, pa prej je bil kulturni dom, da mi je bilo, moram reči, osebno zelo nerodno, če sem stal pred kulturnim domom, pa da me je kdo vprašal, kaj je to, ker je bil res v zelo, zelo slabem stanju. Seveda ni še vse urejeno in bo tudi v naslednjem letu tudi notranji prostori še nekaj, kar še ni bilo ni spadalo pod energetsko sanacijo, tudi rešeno v drugem letu, da bo res kulturni dom, kot se reče, tako kot mora izgledati kulturni dom. Telovadnica stara pa isto, je tudi zasedena zdaj vsak popoldan in tudi izgled je ta pravi. No. Na Kopah je, se opravičujem, župan, avgusta potekalo državno tekmovanje v orientaciji. V kategoriji pionirk je odlično prvo mesto pripadlo ekipi pionirk iz PGD Mislinja, 15. mesto pa kategoriji pripravnikov iz PGD Mislinja. Dobri so ti vaši gasilci na vseh področjih? No, gasilci so za mene številka 1 na vseh področjih, ampak tudi na teh tekmovanjih so zelo dobri in tudi iskreno čestitam. No, ko smo že ravno pri gasilcih, tu nas čaka še tudi en velik zalogaj, to je izgradnja gasilskega doma se pravi za PGD Mislinja in upam, da bomo našli skupno rešitev oziroma v naslednjih dneh se sestanemo, kje bo ta novi dom stal. Upam, da se bodo gasilci strinjali in da bo morda v naslednji perspektivi tudi kaj namenjenih sredstev iz evropskih sredstev za te gasilske domove. Pa ne samo za gasilske domove, pa tudi še kaj drugega nas čaka v naslednjih letih. To je en velik projekt oziroma seveda velik, nujno rabimo vrtec in to jaz si želim, da morda na koncu mandata, tako kot sem tudi obljubil, da že zasedimo lopato in da se začne ta vrtec graditi, kajti vsako leto imamo probleme in meni je zelo težko, da vsi starši ne morejo dati svojih najmlajših v vrtce. In tu je moja želja, da se to reši. Čeprav imamo nekatere rešitve, ki bi jih lahko rešili na hitro, ampak žal je pa, jaz vem, da se starši bojijo, recimo osnovna šola v Završeh je prazna in tudi to smo že gledali, bi lahko bil kakšen oddelek, 1 ali 2 celo v tej osnovni šoli. Ampak ne glede na to, mi moramo vrtce združiti, se pravi, da bo vrtec na enem mestu, zdaj imamo nekaj v šoli, nekaj v samem centru, nekaj v Doliču. V Doliču seveda bom vztrajal, da ta vrtec ostane oddelek, kajti zelo pomembno je, da tisti, ta mlajši, začnejo tam, kajti zelo hitro se potem izgovori, da so hodili Mislinje, bi šli pa kar tudi v osnovno šolo Mislinja. In če bomo ukinili vrtec v Mislinji, smo potem, vidim, kako gre naprej, ukinili tudi osnovno šolo podružnično v Doliču. Tega si pa vsekakor ne želim, kajti izgubili smo že 2 osnovni podružnični šoli, se pravi na Paškem Kozjaku in v Završih, kar je za mene res škoda, čeprav je lokalna skupnost bila zelo naklonjena k temu, da bi te osnovne šole ostale, ampak žal starši so bili tisti, ki so se odločili, da teh šol v Završju in tudi na Paškem Kozjaku ne bo, kar je za mene zdi škoda. Osnovna šola, kraj, če nima osnovne šole, tudi cerkve ali gostilne, kraj začne umirati. In to se je zgodilo tudi, sam vidim na Paškem Kozjaku, se že pozna, ker ni osnovne šole, hvala Bogu, da še, bom rekel tako, da je še ta cerkev, da še kakorkoli, da se še ljudje dobivajo vsaj enkrat na teden. Če pa še tega ne bi bilo, potem pa bi bili tujci na samem kraju, se pravi Paški Kozjak, ki se deli tako, kot smo že prej ugotavljali, na vse 3 občine, plus še Vitanjo, in ljudje se dejansko že ne bi poznali med sabo, predvsem pa ti najmlajši, ki hodijo vsak v svojo smer, se tudi ne bi poznali. Jaz si seveda želim, predvsem Završje, da bi mogoče pa res se ta šola ponovila, če se pa ne bo, seveda pa treba tudi s tem objekti nekaj narediti. In na tem področju moramo nekaj narediti, tako z osnovno šolo na Paškem Kozjaku,
in pa seveda tudi za osnovno šolo v Završah, ampak za Završah še bomo malo počakali. Kolikor se mi pa zdi na Paškem Kozjaku, je pa mislim, da se ne bo več ta osnovna šola odprla. No, na zadnji seji občinskega sveta ste se lotili tudi osnutka proračuna za leto 2020. Še v tem letu ga nameravate sprejeti, mogoče nekaj osnovnih podatkov. Jaz si želim, da ta proračun v mesecu decembru sprejmemo. Ravno jutri pričnemo z prvimi odbori in upam, da najdemo konsens. Seveda vsega, kar bi ljudje želeli, je nemogoče postoriti, ampak tisto najnujnejše pa bomo. Ena največja investicija seveda je investicija v kuhinjo v osnovni šoli Mislinja. Ta je en velik zalogaj za našo občino, čez 250 000 evrov. Ampak ne glede na to kislo jabolko moramo griznati, kajti če ne se lahko nam zgodi, da nam inšpektor to kuhinjo zapre. Zdaj smo 2-3 leta smo predstavljali to investicijo, ampak letos oziroma prihodnje leto se res moramo te investicije lotiti in jo tudi izvesti. Se potem tudi ponovno spet ceste, ki bi jih radi nekaj posodobili oziroma starih obnovili, nekaj bomo šli tudi nasproti tistim občanom in občankom, ki so sami pripravljeni investirati, da gre občina nasproti, se pravi, da jim pomagamo. Potem je tukaj knjižnica, ki bi jo radi preselili v naslednjem letu, to pa predvsem iz enega vidika, ker je prvič je premala, drugič pa nujno rabimo vsaj za 2 oddelka vrtca, se pravi, ker je čisto blizu knjižnica, sedaj čisto blizu tega obstoječega vrtca, da tudi na tem področju pomagamo oziroma rešimo ta problem, začasno rešimo problem. Ne moram to poudariti, ker to ni trajna rešitev je absolutno novi vrtec. S tem bi pa, upam, če bi še 2 oddelka pridobili, rešili mogoče ta začasno rešili to stisko prostorsko. Seveda potem pa želimo se tudi z zdravstvenim domom, ampak najverjetneje v naslednjem letu še ne. Prostore smo odkupili, pa moram reči, že kar čaka nas ogromno projektov, ki bi jih radi v naslednjem letu tudi izvedli. No, med njimi je tudi od Gornjega proti Srednjemu Doliču, kjer ste pravzaprav sodobno cestno povezavo že dobili, tam pa nameravate narediti pločnik oziroma kolesarsko stezo in to je kar zdaj aktualna zadeva. Ja, v prihodnjem tednu oziroma najmanj 14 dni nalogo, moje sodelavce že imajo nalogo, da upravijo razgovor z temi lastniki, ki so na tem področju, če so pripravljeni odstopiti to zemljišče, kajti ne zdi se mi smiselno, da mi ta projekt nekaj naročimo, na koncu pa ne dobimo konsens z lastniki, potem smo vrgli denar v stran. Verjamem pa, da bomo skupaj, če bodo lastniki za to, da se bo ta kolesarska pot oziroma pločnik tudi naredil, tako kot smo že načrtovali oziroma tudi, moram reči, obljubili našim občankam in občanom. Vemo, da je ta pot zelo nevarna, predvsem za najmlajše, pa tudi za starejše, ki hodijo, čeprav jih ni veliko, ampak ne glede na to, kolikor jih hodi, je zelo nevarno. In prej, ko smo se pogovarjali o teh smrtnih nesrečah, je tudi zelo potencialna točka, da se na tem področju kaj naredi. Seveda ni edina, je tudi še v Stražah, pa še marsikje, ko je treba te pločnike oziroma stvari urediti. Tako da potem se naroči projekt in ko bo seveda soglasje z lastniki oziroma na kak način bomo to rešili, se to naredi in verjamem, da bo tudi da bomo skupaj z državo, tako kot je bilo nam obljubljeno, da bo tudi država pristopila, da bomo ta projekt zaključili vsaj do igrišča v Srednjem Doliču. Seveda si pa osebno sam želim, malo smo se tudi že pogovarjali z županom občine Vitanje oziroma njegovim podžupanom, pa sodelavci na občini, da bi ta projekt morda nadaljevali skozi do Vitanja, da povežemo tudi občino Vitanje in občino Mislinja. To so projekti, ki se bojo mogli zgoditi in verjamem, da se bodo v prihodnjih letih. Gospod župan, v stavku ali 2, časa je praktično zmanjkalo. Kaj si želite, kaj pričakujete od leta 2020? Jaz si želim predvsem to, da ne bi bilo več takih neurij, da saniramo vse tisto, kar je potrebno sanirati, pa je na takšno mirno leto, brez nekih velikih, ko je bilo letošnjo izgredov oziroma ne izgredov teh neurij, ki so nam naredili veliko škodo, pa da se dobro razumemo in skupaj delamo vse projekte za dobro voljo in na koncu, da znamo poslušati drug drugega.
Hvala lepa, gospod župan. Ura je kar prehitro minila, kar nekaj vprašanj je ostalo neodgovorjenih, jih bom prihranil za drugič, seveda pa vse dobro do našega prihodnjega snidenja. Nasvidenje. Nasvidenje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, spomnimo pa 12. decembra v dvorani Lopan en poseben dogodek, takrat bo nastopil orkester slovenske policije. Bodite tam, sicer pa, če ste bili naša dobra družba, hvala lepa za pozornost, lep preostanek večera želimo in nasvidenje.